Hvala. Torej, šla bom na področje neformalnega izobraževanja, ki lahko, oziroma verjamem, da se neformalni in formalni sistem izobraževanja zelo dobro dopolnjujeta in vsak prispevata tisti svoj vidik, ki ga posameznik rabi, da postane odgovoren državljan in da lahko prispeva k skupnosti. Skavtska metoda izhaja oziroma z njo je začel Baden-Powell, ki je bil v osnovi vojak, general, in je v določeni točki ugotovil, da je boljše, da se ukvarja z otroci na ulici, pa te veščine, ki jih je dobil pri vojski, prenese njim, da bojo se znajdli v življenju. Svoje veščine je tudi zapisal v knjigi Skavtstvo za fante, ki je osnova za celotno skavtsko metodo, in leta 1907 tudi izvedel prvi tabor z 22 dečki. Se pravi, skavtstvo je bilo najprej namenjeno fantom, šele potem pa je njegova žena ga pripravila tudi za punce. Če ne bi bilo njega, ne bi bilo skavtstva, ne bi bilo skavtske metode, ne bi bilo različnih skavtskih organizacij po celotnem svetu in tudi ne bi bilo Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Poslanstvo naše organizacije je, da s pomočjo skavtske metode prispevamo k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo postali zrele osebnosti, odgovorni državljani pa dejavni člani vseh skupnosti, ki jim pripadajo. Kaj pa sploh ta skavtska metoda je? Deluje torej že več kot 100 let, vseeno pa omogoča zdravo okolje, v katerem se posameznik vzgaja z lastno dejavnostjo in je prilagojena posamezni starostni skupini. Se pravi, mi imamo naše člane razdeljeno po starostnih skupinah 6 do 7 let, 8 do 10, 11 do 15, 16 do 21 in voditelje, ki so stari od 21 do 35. In glede na to, v kakšnem obdobju se nahajajo, prilagodimo metodo na tisti način, ki jo oni potrebujejo. V osnovi pa je sestavljena iz 8 elementov in 4 drugih vzgojnih vsebin, ki pa smo jih dodali v naši organizaciji zaradi naših potreb. In sicer temeljna zadeva so obljuba in zakoni, torej smernice, po katerih živimo, skavtska obljuba, s katero dobimo skavtsko rutko kot en del simbolne govorice, tisto vodilo, ki nam je zmeri opora na naši poti. Potem dejaven odnos med mladimi in odraslimi. Odrasli se tukaj razume tudi skavtski voditelj, se pravi oseba stara med 21 in 35 let, ker gre že za dosti veliko starostno razliko med temi otroci in mladimi, ki so na drugi strani voditelji, hkrati pa tudi vsi odrasli, ki jih srečamo izven naših dejavnosti ali pa jih vključimo v naše dejavnosti, pa sicer niso naši člani. Dejavnosti na prostem. Mi verjamemo, da slabo vreme ne obstaja, obstaja pa slaba oprema, ki jo hočemo narediti dobro, da smo res čim več časa zunaj in dobivamo to, kar lahko tudi iz narave. Potem delo v majhnih skupinah, zato da dejansko lahko pride vsak posameznik do izraza, da lahko pokaže, kaj je sposoben, da če česa ne zmore, se lahko v manjši skupini v varnem okolju nauči in s tem raste. Samovzgoja, se pravi, da vsak pri sebi tudi ve, kaj je tisto, kjer še more napredovati, kaj je tisto, kjer je že zelo dober, pa lahko pomaga nekomu drugmu napredovati. Hkrati pa to spodbujamo tudi tako, da ima vsak posameznik osebnega spremljevalca, se pravi enega starejšega človeka, ki preko pogovora z njim pride tudi do tega, kaj bi bilo še fajn, da se ta oseba nauči, kje je še dobro, da napreduje. Simbolna govorica, prek katere se dostikrat lahko posameznik bolj izrazi, kot pa samo z besedami. Oziroma mu simbolna govorica lahko pomaga izraziti tisto, kar mogoče samo z besedami ne bi. Hkrati pa tudi, kar je najbolj prepoznavno, naša oprava, naš kroj, skavtski pozdrav, zastave in vse druge stvari. Služenje v družbi, se pravi zavedanje tega, da nismo tam zaradi nas samih, nismo tam samo zato, da delamo sebe boljše, ampak tudi zato, da nekaj v družbi spremenimo na boljše in da
pomagamo tam, kjer lahko po naših močeh. Pa učenje z delom, ker vemo, da se lahko največ naučimo na lastnih napakah, na tem, da sami sprobamo stvari, jih preizkusimo in jih tudi otipamo. Potem pa so še 4 vzgojne vsebine, ki jih imamo mi dodano v naši organizaciji, in sicer sovzgoja. V Sloveniji je ta, oziroma tudi celoten Balkan, ta značilnost, da ni samo, oziroma skoraj ni samo ženskih, pa samo moških organizacij, in celotna tudi država dela v tem aspektu, da pač smo si enakovredni in da delamo skupaj, in to hočemo tudi mi poudarjati. Mogoče zakaj je to še toliko bolj pomembno, ker smo kot naša organizacija članica svetovne organizacije, ki je v osnovi namenjena krepitvi ženske. Mi pa vseeno imamo člane tudi fante in krepimo tako fante kot punce. Hkrati mednarodna razsežnost tudi to, da se zavedamo, da nismo samo, ne vem, v enem predelu Ljubljane, ampak da smo po celi Sloveniji in po celem svetu. Duhovnost. Že sam ustanovitelj Baden-Powell je rekel, da je duhovnost del skavtstva, zajeta noter, da je ni treba posebej vključevati, da pa je to pomemben del človeka, da lahko se razvija v polnosti. In pa skavtska okoljska vzgoja, ki poudarja to, da nismo samo tisti, ki smo v naravi, ampak da dejansko z naravo živimo, da od nje dobivamo, pa da tudi mi njej vračamo na tak način, da bo ostala tudi za tiste za nami. Skavtska metoda je vključena v vse skavtske aktivnosti, je pa tako, da pač vedno vseh 12 oziroma 8 elementov v eno srečanje, ki traja 1,5 ure, ne moreš enakomerno vključiti oziroma lahko vključiš na 10-minutni ravni. Tako da to, kar pomeni skavtska metoda, pomeni, da v celotnem skavtskem letu, ki traja od oktobra do konca septembra, poskrbimo, da so vse komponente enako uravnotežene oziroma obravnavane. Spravi, da damo enako poudarka duhovnosti, kot jo damo dejavnosti na prostem, enako poudarka obljubi in zakonom, kakor delo v majhnih skupinah. Se pravi, da so te stvari uravnotežene. Kar pa je bistvo, kar se je pri tej skavtski metodi, oziroma tudi pri vseh ostalih za zavedati, da je eno, kako skavtsko metodo dojemajo naši člani, drugo pa, kaj želimo mi dati. Naši člani, otroci in mladi, skavtsko metodo predvsem dojemajo kot norost, kot to, da si upajo prek svojih mej, da si upajo biti tudi umazani, pa se bolj stuširati. To so slike z večine prog preživetja, se pravi tam, kjer gre za fizično preizkušanje posameznikov, pa spuščanje, abzajlanje, pa take zadeve. Dojemajo kot pogum, kot radovednost, kot pot, tako tisto fizično, ko smo dejansko na poti, kot tisto pot, ki jo prehodijo od tega, ko se včlanijo, do tega, ko izstopijo iz skavtske organizacije, kot igro, kot pesem, kot aktivno preživljanje prostega časa, kot iskanje pravih rešitev, zabavo z razlogom, kot skupnost, številne prijatelje, ki jih tukaj dobijo, kot skrb drug za drugega, kot veselje do življenja, kot ponos, kot zaupanje, kot vztrajnost in tudi kot prihodnost. Na drugi strani pa je naloga vseh skavtskih voditeljev in pa duhovnih asistentov, se pravi, skavtskih voditeljev imamo nekje okrog 700, duhovnih asistentov približno 100, da stremimo k temu, da bi vsak tak posameznik prek aktivnosti, zaradi katerih pride, prek stvari, zaradi katerih ostaja, se razvijal na vseh področjih osebnega razvoja, da bi
dejansko postopno prevzemal odgovornost in iz te družine, iz katere izhaja, bil čez nekaj časa res toliko samostojen, toliko s polnimi kompetencami, da bi lahko na sfero trga in države vstopil na ta način, da bi jo soustvarjal, ne pa samo čakal, da bo njemu nekaj na krožniku prenešeno. Torej, da jih vzgajamo v odgovorne državljane, ki bi vedno znali izbrati tisto pravo pot in pa pustili svet za sabo vsaj malo boljši, kot so ga prejeli.